Ena taka čudna sobota je prišla. Ne ve, ali bi deževalo, ali bi bilo samo oblačno. Jaz sem se takoj po zajtrku odpravil na kavč v položaj številka 1. Ampak pol sem pa vseeno si rekel, moram iti na kolo čisten malo. In zdaj, ko se tle na prvih kilometrih vozim, se sprašujem, koliko enih reči se mora poklopiti, da se sploh odpraviš na kolo. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Zdaj smo pa že na polovici septembra. Ura je 10 dopoldan, vreme pa oblačno in 14 stopinj Celzija. En sam sončni žarek je bil dovolj, da sem se odpravil na kolo in da nekaj posnamem tudi za vas. Lej, kaj je pokukalo sonce ven. Ga vidiš? To je to, to je to. Prva stvar, ki se mora poklopiti, je sigurno zdravje. Če nisi zdrav, ne boš mogel iti na kolo in tukaj skoraj ni možno delati kompromisov. Vsem je jasno, da moraš z odprtim zlomom stegnenice še malo počakati. Ampak tudi, če si se vrnil z Balija z neko eksotično bakterijo, imaš potem še en teden želodčne težave, te sigurno ne vleče ven. Mogoče s kakšnim manjšim prehladom, da samo rahlo smrkaš, se boš še odpravil, sicer pa je zdravje gotovo tisto, ki te bo najprej prikovalo na poslo in odleplo proč od kolesarjenja. Jaz sem se danes odpravil na en tak bolj silovit trening v coni 3 in coni 4, brez kakšnega počitka. Grem kar precej na moč, s tem si bom izboljšal svoj kardiovaskularni sistem in pa vzdržljivost. Če kogarkoli zanima, kje sem se vozil, bom dal od spodaj v opis videa link do svoje Strave. Druga zelo pomembna stvar je motivacija. Če ne najdeš prave motivacije, se ne boš spravil na kolesarjenje. Mene danes je prepričal en samcat sončni žarek in to je bilo dovolj, da sem se prsnil rit, vstal s kavča in se odpravil na cesto. Ampak zmeraj ni tako enostavno. Pridejo lahko obdobja, ko si sam sebi ne moreš pomagati in enostavno obtičiš doma in ne greš ven. Je pa motivacija ena taka zanimiva stvar, na katero se da vplivati. Ne z mislimi, ampak z dejanji. V trenutku, ko se oblečeš, sedeš na kolo, po 100 metrih srečaš prvega kolesarja in ga pozdraviš z roko, takrat si noter, takrat si nazaj in tega ti ne more nihče vzeti. Ampak moraš se pa spraviti in to je tisto, kar je tvoje. Miha, Jernej, odpravita se. Aha, vidim, da se je tudi soproga odpravila ven. Zgleda, da je motiviralo to, ker sem se tako kar na hitro spravil v opremo in na kolo. Bravo, super. Tako bova oba imela nekaj od te čudovite sobote. Na tretje mesto ljudje večinoma postavljajo vreme. Vreme je tisto, ki ti lahko zelo hitro prepreči, da greš na kolesarjenje. Hkrati je pa tudi eno od tistih področij, ki jih je najlažje premagati. Premagati jih moraš v glavi. Kliše ste sigurno že slišali, da rečejo, ni slabega vremena, slaba je izbira oblačil. In tudi pri oblačilih se da narediti kakšen kompromis. Jaz sem danes dal gor eno tekaško majico, imam pa še zmeraj kratke hlače in zimske rokavice, kar je kombinacija za na modne piste. Opažam, da ljudje premagujejo vreme tudi tako, da kolesarijo doma na Orbitreku ali pa na trenažerju. Tisto je zelo dober trening, da se noge zavrtijo, pljuča predihajo, da malo pridobiš na moči ali pa vzdržljivosti.
ampak v smislu doživetja, adrenalina, hormona sreče, pa tisto ne moramo šteti za pravo kolesarjenje. Je trening, ni pa doživetje. Kaj bi mi bilo žal, če se ne bi odpravil na kolo? Doma bi gledal skozi okno, niti kapeljca ni padla in bi si preklinjal sam pri sebi, kako sem bil lahko tako neumen. Super sem izkoristil, res. Četrta stvar, ki se mora poklopiti, je ustrezna kolesarska oprema. Če nimaš opreme, pač ne moreš kolesariti. Zdaj, teh, ki ne bi imeli kolesa, ni dosti. Na mojem kanalu vas poznam, vas je samo 5 takih, ki nimate kolesa. Vsi ostali ga imate, pa tudi, če je to samo kakšno staro mestno kolo, ki bi mu bilo treba napumpati gume. Poleg kolesa je treba upoštevati še kakšno čelado, mogoče čevlje, rokavice, odvisno od pogojev, ampak to je področje, kjer se da narediti največ kompromisov. Ne se bati, kako boste izgledali na cesti. Vam moram reči, da v vseh teh letih mene nihče ustavil in okregal. Stari, kako pa ti izgledaš, kako se pa ti danes oblekel? Tega ni, tako da ne se obremenjevati, ne se sekirati, samo odpravite se in bo. No, dobro, zdaj, ko sem že tukaj na obrobju Goriških brd, naredim pa še en lep vzponček. Let's make some damage. In peta stvar, ki se mora poklopiti, pa verjetno ni zadnja, je prosti čas. Če nimaš časa, nimaš nič. Če imaš srečo, tako kot jaz, da nimaš doma nobenega dela, nobenega hobija, samo kolesarjenje, potem je to super. Ampak nažalost vsi nimajo te opcije. Eni imajo doma ogromno dela, dolge službe. Vse to razumem in vem, da je to ena taka stvar, ki te res lahko močno ovira. Pravijo, da si je čas treba vzeti in to je deloma res. Enostavno, da rečeš, to je moja prioriteta številka 1 in zdaj grem na kolo. Pri nas doma je tudi tako. Jaz kdaj rečem ženi, Vlasta, kako ti lahko pomagam? In ona reče, tako, da se spraviš ven iz stanovanja za 2 uri in da te ni tle. In jaz rečem, ok, zmenjeno, zlata žena, zlata žena. Za vse, ki ste zdržali do tukaj, se mi zdi prav, da nekaj povem tudi o pravilnem postavljanju ciljev. To v bistvu še najbolj sodi k motivaciji. Ne si postaviti prevelikih, nemogočih ciljev, ker bo razočaranje toliko večje, če jih ne boste uresničili. Majhni cilji, preveč enostavni, ne prinašajo nobenega zadovoljstva. Morate pa vedeti, da je možno vsak cilj razdeliti na manjše cilje, ki se jih da lažje uresničevati. Naprimer, 4000 km na leto se zdi velika številka, ampak če rečeš minus bolezni, minus dopusti, 40 tednov bom kolesaril, to je 100 na teden. 100 na teden pomeni 3 x po 33 km. To pa je kar super izvedljivo. Samo pogledaš na stvar z drugega zornega kota in je. Jaz sem si letos zastavil cilj 8000 km, nisem pretiraval, delam dobrih 150 na teden in zdaj me manjka še mogoče 300 km do tega cilja, do konca leta so pa še 3 meseci. Ja, res je, nimaš kaj. Ogromno stvari se mora poklopiti, da se lahko odpraviš na eno dobro kolesarjenje. Zdravje, vreme, oprema, motivacija, prosti čas. Vse to dobiš na kup in šele takrat potem lahko res izkoristiš. Jaz vam bi zaželel, da se vam čim večkrat vse to poklopi. Čim več srečnih, lepih kilometrov, varno vožnjo. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.